Spoštovani, lep pozdrav. Danes smo začeli z vsakomesečnimi Bobrovimi večeri v knjižnici Mirna Jarca. Imam veliko čast, da je prvo predavanje v letošnjem letu, se pravi predstavitev nove knjige gospoda Toneta Komata. In zdaj v prvi vrsti bi ga mogoče malo provokativno vprašal, glede na to, da smo v začetku leta, so razne napovedi, ugibanja in tako naprej, tudi Nostradamus in Baba Vanga ter ostali jasnovidci so napovedali, da obdobje od 2015 do 2020 je zelo, bi rekel, velike spremembe bojo na naši materi Gaji. Tako da bi vprašal Toneta, kako vidi Evropsko unijo in tudi našo Slovenijo v času do 2020. No, jaz sem prepričan, da se dogodki tako hitro odvijajo, da bi tudi Nostradamus odpovedal. Torej, dajmo se držati tiza, kar je verjetno. Celoten globalni sistem je v kaotičnem dogajanju, ne. Vidimo, da nas po levi in po desni prihitevajo dogodki, ki so nenapovedljivi, nepredvidljivi, temu rečemo kaos, ne. Ampak to je znamenje, da je celotna družba v nekih silovitih spremembah. Zdaj, kaj bo iz tega nastalo, težko reči, ne. Ali še večja represija, če bodo ti poskusi, se bodo ljudi uprli, bomo dobili neko revolucijo, ali pa preskok je nov sistem. Zdaj, kakšen bo ta sistem, je težko reči, ne. Nek nov fazni portret, kot pravimo v tej teoriji. Pomembno je, da vsak od nas maksimalno prispeva k izboljšanju tega sveta, ki je zavožen, kakor vidimo. Dejstvo je, da kapitalizma, kot ga poznamo, ne bo več. Zgodovinsko se je izpel, tako se je tudi strpil komunizma. Nekaj novega bo nastalo in zdaj vsak prispevek vsakega posameznika v tem stanju se pomnoži tudi 1000-krat. Torej, dajmo stopiti v akcijo, ne čakati v nekem lažnem upanju, da bo kdorkoli karkoli postoril namesto nas, nihče. Samo mi bomo postorili. In če ne bomo, potem nas čaka najslabši scenarij. Se popolnoma strinjam. Prav zaradi tega naše društvo Bobor okoljsko gibanje Dolenjska je v prvi vrsti, njegov prvotni cilj je ozaveščanje prebivalstva mestne občine Novo mesto na področju okolja in zdravja. Poleg tega mogoče bi Tone v parih besedah na kratko opisal novo knjigo, ki je bila predstavljena pred 2 meseci na knjižnem sejmu, katero boš tudi danes dejansko malo bolj obdelal. Ja, naslov je iz Biblije, ne, če boste močali, bodo kamni govorili. Mislim, da je nujno treba taka dramatika v teh časih, ne. S temi kamni, ki govorijo, pa mislim, da na ruševine tega sveta, ne. Skratka, če ne bomo se dogovorili, kako peljati drugačen svet, po tem spopadu ne bo zmagovalca, ne. Tako zmagovalci, ki mislijo, da bi bili zmagovalci, kot tudi poraženci bodo obtičali sredi ruševin in bodo mogli sredi teh ruševin narediti nekaj novega, ne. Mislim, da je škoda človekovega razuma, da bi podrli tisto, kar imamo, in potem bi z nič še enkrat začeli. Zato je pomembno, da se obe strani dogovorita v nekem kontekstu nove družbe. Če se, bi rekel, prav razumem, ali lahko naredimo simbiozo, primerjavo 3. 5. stoletje propad rimskega imperija in tudi teh globalnih sil in združenj, ki smo jih prisotni v tem obdobju? Ja, te analogije so fascinantne, ne. Torej, razpad zahodnega dela rimskega imperija, pa to, kar se zdaj dogaja z globalno družbo, ali pa če gledamo samo EU. Torej, vsi ti procesi so popolnoma identični, ne. Pustimo zdaj tehnološko opremo ali pa nek razvoj družbe ali pa stanje družbe. Konec koncev, glejte, tudi Rimljani so imeli limes in ko so umaknili vojsko iz limesa, so udrli Germani not, ne. Ampak Germani so udrli iz severa zaradi strahotne lakote, ki so doživljali na severu Evrope, takrat, ko je prišlo do izjemne ohladitve. In ko je Ren zmrznil leta, torej 31. decembra 406, je 300 000 Germanov prečkalo zamrznjen Ren in je udrlo rimski imperij. No, zdaj imamo zgodbe z juga, ne. Mi smo postavili Schengen ni branjen, torej tudi tako nadela kot limes rimski, zdaj imamo vdor iz juga. Če samo tle gledamo
analogije, da ne govorim o tem, da o razvrednotenju denarja, o izjemno povišenih davkih, ki so bili tudi, o izjemni lakoti, ki je bila naraščajoča, o izjemnem upadu rodnosti, kot imamo tudi zdaj v Evropi. Recimo število prebivalstva rimskega imperija je upadlo od 30 milijonov na slabih 15, torej v zelo hitrem času. Tudi Rimljani smo imeli probleme z noro oblastjo, z norimi vladarji v Rimu. Mi imamo tudi psihopate na oblasti, od bankirjev do birokratov v EU in tudi pri nas na oblasti. Tako da vidimo analogije ogromno in če se hočemo izogniti dobi teme, ki je sledila propadu Rimskega imperija, ko smo imeli Evropo skoraj 400 let brez zgodovine praktično. Ti dogodki bodo danes sigurno hitreje potekali, zato upam, da bo se išlo v dobrobit človeka. Torej, če bomo ozaveščeni, če bomo s svojimi zgledi začeli, se pravi, se obnašati v skladu s naravo, sobivanjem z naravo, je še vedno upanje in mislim, da bomo uspeli na ta način, kot ga tudi Toneti Palaž na področju ozaveščanja. Hvala. Lepo pozdravljeni v Novomeški knjižnici. Veseli me, da vas vidim v tolikšnem številu. In sicer danes v sklopu alternativnih večerov, ki jih pripravljamo v sodelovanju z društvom Bober, okoljsko gibanje Dolenjska in potekajo vsak prvi torek v mesecu, gostimo Antona Komata, ki nam bo predstavil svojo najnovejšo knjigo Če boste molčali, bodo kamni govorili, ter podal nekaj aktualnih informacij glede novembrske podnebne konference v Parizu. Sicer je gospod Komat javnosti že dobro poznan, saj je od leta 1992, ko je postal samozaposlen v svobodnem poklicu, deluje predvsem kot varuh narave, aktivist, pisec različnih knjig o ekologiji, predavatelj, publicist in avtor televizijskih oddaj. Je avtor preko 500 samostojnih člankov v poljudno-znanstvenih in popularnih revijah. Je tudi avtor in seveda tudi soavtor več odmevnih knjig, med katerim naj omenim samo nekatere. Pesticidi, ubijalci življenja iz leta 1995, Nespametni vodožejni iz leta 1997, Zaton Prometejeve dobe iz leta 2000, roman Onkraj bregov velike reke iz leta 2004, Simbiotski človek 2008, Umetnost preživetja 2009, Varuhi Vrbovega loga 2011, Potniki na ladji norcev iz leta 2014 in kot rečeno iz leta 2015 njegova najnovejša Če boste molčali, bodo kamni govorili. No, med vsemi izdanimi knjigami je tudi nekaj knjig namenjenih našim najmlajšim bralcem, in sicer pravljica Narava moja prijateljica, pa Vila jezerka, V zrcalu narave, Fridine zgodbe in nekaj iz... Hvala, Bojana. Zelo vesel sem, da ste se zbrali v takem številu. V imenu društva Bober okoljsko gibanje Dolenjska vidim, da je veliko članov, simpatizerjev in prijateljev tudi se odzvalo na ta dogodek. Sem zelo počaščen, da imamo v naši sredi redko kdaj pride v Novo mesto gospod Tone Komat. O njem je že veliko povedala Bojana v predhodnici, tako da bi mogoče začel kar za enim kratkim pogovorom in sicer takole bi začel. Tone, to je 12. knjiga, ki je bila predstavljena na jesenskem sejmu, se pravi 2 meseca, še topla. Mogoče bi, ker iz knjige imam nekaj, bi rekel, izsekov, pa bi mogoče en tak del prebral. In sicer torej ocena. Knjiga, ki bralca ne vabi v kameno dobo, nasprotno, ponazarjamo vse dosežke modernosti, ki jih potem premišlja skepso zdravega razuma, zraven pa mu nakazuje, kako se izmakniti vladajoči ideologiji, potrošništva, kako si napolniti bivanje z vedavostjo, domišljijo, ki konča v dejanjih in z veseljem do druženja z neznanim.
Mogoče tone je primerjava s predzadnjo knjigo Potniki na ladji norcev, ki je v letu 2014 bila razglašena za najboljšo poslovno knjigo. Primerjava, čist na kratko, tiste, ki ne poznajo zadev. Jaz se opravičujem, nimam prav lečečega glasu. Se mi je zgodilo, da med drsanjem na Bajerju je let počel in sem se do kolen udaril. Tako prijeto toplo vodo, ampak nič hudega. Upam, da kljub samo glas drži, jutro bo že v redu. Skratka, ta primerjava je malo težavna, kajti gre za dosti različne kontekste ali pa pristope k obem knjigam z moje strani. Torej, Potniki na ladji norcev so zbrane kolumne, ki so izhajale zadnjih 5 let v nekdanji reviji Jana, zdaj to se imenuje Zarja. No in to je v bistvu, vsakih 5 let se jih nabere tam okrog 130 bili za eno knjigo, tako da na željo številnih bralk, no in je že tako prva knjiga šla in tudi druga, kajti uredništvo mi je reklo, da so številni telefoni, ki gospe pač to zrezujejo, potem to zgubijo in bi želeli vse skupaj to eni knjigi imeti. Torej, te eseji, 124 jih je v Potnikih, vsake zase, čtivo, obravnava neko določeno temo, ali so to teme na globalni ravni, so slovenske, ali so ekološke, ali so zdravstvene, ali prehranske, torej zelo pester nabor je. Te prispevki so nekako grupirani, ne po datumih, ampak po sklopih vsebinsko. Potniki na ladji norcev pa enostavno naslov mi padel zato, ker sem se ukvarjal z to norostjo sodobnega sveta oziroma norostjo teh elit, ki nas zdaj vidimo, s kakšnimi koraki vodijo v popolnoma neprevidljive, nepredstavljive in neobvladljive situacije. Mi smo že prej skupina avtorjev, ne vem, če ste ujeli, ker je bil urednik Boštjan Zupančič, sodnik iz Strasbourga, če ga poznate, imate plus Vesna Godina in še 5 avtorjev, smo napisali pač skupaj 3 knjige, prva, druga, tretja in četrta od suhih krav, kjer smo odprli to temo norosti v sodobnem svetu, izvor te norosti. Jaz sem v tle nalogo, da pač naredim medicinsko-biološki del. No in tudi ta del je sestavni del te knjige, če boste molčali, bodo kam ni govorili. Torej, da ne bom predolg, če je Potniki na ladji norcev v bistvu je zbir esejev, je potem ta druga knjiga, sta dve nosilni študiji, tri nosilne študije, kjer sem jih prispeval na 3 mednarodnih kongresih znanstvenih, kamor sem jih povabil. No in se mi je zdelo, da je to pomembno, da to ne berejo samo tisti posvečenci tam, ki ždijo v tistih raznih zaprtih seansah, ampak da se te stvari povejo na način, da bodo ljudje lahko razumeli, da pač pride v širše javnosti, kajti tudi najtežje probleme znanstvene se da zelo na enostaven način napisati. To mi kar dobro ratuje, tako da vidim, da je odziv je in se pravim, v tej zadnji knjigi je ravno to, poleg tega je noter opisana trenutno največja revolucija, ki se dogaja v svetovni znanosti, konkretno v biologiji. Od tega niste nič zasedli še v medijih, kajti gre za epigenetiko, za epigenetski shift paradigme. To je tok radikalen premik v pojmovanju, v končni inštanci, to radikalno menja naš odnos do narave, naše medsebojne odnose, naš odnos do samih sebe in epigenetika je ta nov pogled, ki je zbrstel leta 2003 in danes doživlja silovit razvoj raziskav. Jasno, da to elitam ne paše, poskušajo na vsak način zatrti ta raziskovanja, kajti če samo to povem, da se z dognanjem epigenetike ruši centralna genska dogma,
na kateri temelji genska tehnologija GSO, torej GSO nima mega temelja več, tudi znanstvenega, ne. Če smo prej Evropejci predvsem imeli odpor do gensko spremenjenih organizmov, kar v velikem procentu, preko 80% je bilo proti, imajo danes vsi tisti, ki so bili mrdeč celo posmehovani, da so neki nazadnjaki in tako naprej, znanstveno osnovo v epigenetiki. No, epigenetika je tudi zrušila socialni darwinizem in neodarwinizem, torej vidimo, da gre za radikalne posege v te dogme, ki so bile neprizivne, ne. Se veste, kdo je bil proti klasičnemu pogledu Charlesa Darwina, je bil kar takoj kreacionist, ne. Danes se ta tretji pogled odpira, kjer nam govori, da nam predolg, da je naša usoda ni zapisana v genih, da nismo mi žrtve svojih genov, ne, ampak da mi lahko svojo zavestjo, svojim načinom življenja spreminjamo izraz genskega zapisa in da se te spremembe na nivoju oseb dedujejo. To je totalna revolucija, ki bo radikalno vplivala tudi na medicino, kot jo poznamo danes. Glejte, jasno, da elitam to ne paše, znanost gre pa naprej, nihče ne more ustaviti. Toliko o te vsebini, ne. Hvala. Mogoče bi nadaljeval z eno miseljo, oziroma, vi ste rečem temu modrostjo, recimo, ki se glasi takole: planet je premajhen za tako velike neumnosti, nebesa idej in pekel resničnosti. Mogoče iz tega konteksta primerjava sedanje Evropske unije in globalizacije in propad rimskega cesarstva v 3. do 5. stoletju. No, vsekakor, meni se je skozi nekako prikazovala ta velika analogija, kako je zahodni del rimskega imperija propadel. Ne, vi dobro veste, da se je cesarstvo razdelilo na dva dela, ne, na zahodni del, kjer je bil glavno mesto Rim, in vzhodni del, ki smo potem rekli Bizanc, kjer je bil glavno mesto Konstantinopel. Tukaj imamo zanimiv nauk, ne, ampak če gledamo zdaj te zadnje zdihljaje, v zadnja 200 leti propada zahodnega dela Rima, nas je ponovadi, smo se učili v šolah, ne, da so Germani udrli iz severa in uničili imperij, poleg notrnih razprtij in razvrata in tako naprej. Ampak če primerjamo te parametre za recimo trenutno Evropske unije ali pa zahodnega rimskega imperija, vidimo neverjetne podobnosti, pustimo zdaj tehnološko opremo pa nivo znanj, gre za družbene procese. Torej, če gledamo zdaj fundamentalne stvari, izjemno razvrednotenje denarja. V antičnem Rimu danes vidimo, da se masovno tiska brezvreden denar, nima menga kritja. Vi dobro veste, da tisto, kar ne bi bil realen denar, niti 3 do 4% ne dosega aktive v bankah, ne, vse stalo je virtualni denar, ki je umišljen, torej mi ga moramo pa realno vračati kot ljudstvo, ne, to vemo dobro na svoji koži. Torej gre za neko totalno hiperinflacijo, za denar brez kritja, s katerim se manipulira, s katerim se pleni še tiste ostanke standarda ljudstva. Potem imamo izjemno povečanje davkov v antičnem Rimu in danes, tudi tam so šli za 200 do 300%. Potem imamo razvrat elite, poznamo zgodbe o teh norih rimskih imperatorjih v zadnjem obdobju, ne. Tudi poznamo sedanje nore psihopate med bankirji in v Bruslu in tako naprej, in tudi v naši oblasti je mrzdo sociopatsko, psihopatsko navdahnjen, ne, da bi bolj sodil na terapijo kot na oblast. Potem imamo podobnost tudi v odnosu do zemlje, v odnosu do hrane, ki se je potem tudi v Rimu izjemno podražila, to nas še čaka. Potem, da nam predolg, kot pač to je v knjigi bolj podrobno opisano, Rimljani so imeli limes, to dobro veste, ne, dokler je bil limes branen z armado, je to zdržalo, ne. Mi imamo Schengen, Schengen ni branen z armado in ne drži vode, ne. Če so torej 31. decembra leta 406 je zaradi izjemne spremembe klime
takrat je cela Evropa in cel svet zajela izjemno, več desetletij dolga izjemna ohladitev. Tako močna, da ni zmrznil samo Ren, ampak sta zmrznila tudi Nil in Evfrat. No in tistega znamenitega Silvestrovega leta 406 je ta zmrznjen Ren omogočil, da je 300.000 Germanov prečkalo v enem valu, silovitem prečkalo zamrznjen Ren in udrlo v imperij, ne zaradi težnje po ropanju, plenjenju, ampak zaradi strahotne lakote, kajti ta klimatska sprememba na severu je pognala milijone v migracijo proti jugu, tudi Slovani so takrat prišli dol in Vizigoti, Goti, vse to, kar je udrlo na jug, je šlo za lakote. Nas imamo odor iz juga na vzgor, druga kontrasmer, vzrokov je velik, jih tudi poznamo dobro, torej vidimo, da teh analogij je ogromno in zdaj tukaj rešitev je samo ena. Če sedanji Rim, torej Bruselj, ne bo zmogel reform in to hitro ekspres, kot jih je naredil Bizanc. Kajti Bizanc na drugi del je naredil radikalne reforme družbene, komplet celo družbe prenovu in je preživel zahodni del za 1000 let. Torej si je podaljšal življenje za 1000 let, dokler ga niso z grobo vojaško silo pač uničili Turki v 15. stoletju. Torej, govorimo o teh analogijah, ki so to pomenljivo, da se lahko z tega kaj naučili, če bi se hoteli naučiti, ampak očitno bomo morali držati posledice, ne pa odpravljati vzrok. Mogoče bi šli pa zdaj na naše področje, prej si govoril tudi o teh spremembah, analogijah. Slovenija zdaj v tem krutem globalnem svetu, mogoče kratek prikaz aspektov, tako ekonomskih, energetskih, prehranskih, zdravstvenih, klimatskih predvsem, kje smo in kaj je potrebno storiti, da gremo z tega blata ven. Torej, jasno, da so mediji polni te gospodarske, ekonomske, finančne krize. Jaz sem to že leta 2008 pisal, da gre za največjo krajo v zgodovini človeštva, da žudan je to kot navadna kraja, kot natek tisočletja, kako je izginil na tisoče milijard denarja, ki še zdaj kopiči na Deviških in Kajmanskih otokih in tako naprej, kako so bili bankiri premočni, da je padli, potem so je moglo ljudstvo reševati banke in skratka to zgodbo poznamo. Torej, finančna kriza je majhen del kriznega dogajanja. Izvor tega je v konceptu, gospodarskem konceptu neomejene rasti, kajti tu ne premore zdravega razuma. Lete, mi imamo omejen planet, toliko je zemlja velika, toliko virov ima, nima jih neskončno in nakladati tukaj v tem okolju o neomejeni rasti ima samo eno primerjavo z živim svetom in to je filozofijo rakavega tkiva. Torej v naravi vi ne najdete neomejene rasti, razen pri raku. Za rak pa dobro vemo, da pokonča gostitelja s to svojo neomejeno rastjo, preusmerja vso energijo in materijo iz gostitelja nase. Ponovno pri raku pozabimo na to nadaljevanje te agonije, da rak s tem tudi sam sebe uniči, kajti rakovo tkivo uspeva, dokler je organizem še živ, gostiteljski organizem, ko ga izčrpa, da organizem umre, tudi rakovo tkivo odmre. Zato pravim, da je ta ekonomija bolana, da ima fantazmo rakovega tkiva in da je treba to radikalno jeti v terapijo in ozdraviti te rakove blodne norcev na oblasti. Jasno, naslednji korak je, ki je on naštel že, si je naštel energetska kriza. Vidimo, da se te igrice z nafto nadaljujejo, dejstvo je, da civilizacija bo našla neke nove energetske vire, tako da to ni to bistven problem, razen da je vzhodna povezava pridelave hrane z nafto. Morate vedeti, da je tako imenovana zelena revolucija v kmetijstvu projekt elite,
da je to vodeno strani Fordove fondacije in Rockefellerove fondacije. Začeli se je to... Euroshield, gospodarska in iluminatska zadeva. Ne, to so bile za prosto zidanje pa iluminate, ne vem, vem pa, da so bile tle zadnje te fondacije v igri, z uradnimi zapisniki, sejami, da se zadeva začela v Mehiki, da se je nadaljevala v Indiji in da v bistvu je bil to koncept, ki ga je Henry Kissinger, ki še zdaj živ, čeprav ima nekih, mislim, da je 96 let, definiral z besedami, kdor ima nafto, ima nadzor nad državami, kdor ima v rokah hrano, ima nadzor nad ljudmi in kdor ima nadzor nad financami, ima nadzor nad celim svetom. No, vidite, da je Kissinger že leta 1974 definiral globalizacijo, ki so nam jo obljubljali kot med in mleko. Na koncu vidimo, da se je globaliziral samo kapital pa kriminal, kar je pa isto, vse ni bene razlike. Kapital ima Armani jakne, kriminal pa Leder jakne, vse ostalo je ostalo lokalno in ker je vse ostalo lokalno, je edina rešitev z te kolovocije, ki jo imamo, afirmacija lokalne skupnosti. Ne. Torej, tisto, kar so ljudje skozi zgodovino znali, torej ta tradicionalna znanja, ki so jih naši predniki stoletja govili, kako preživeti z lokalnimi viri v tem prostoru, ko so razvili sjajne tehnologije, ta znanja je treba obuditi in jih nadgraditi z najnovejšimi spoznanji znanosti. Poudarjam, ne gre zdost, da se vrnemo 300 let nazaj, pa takratne tehnologije, ampak ta znanja nadgraditi z znanji sodobne znanosti. Jasno, da v jedru vsega kriznega dogajanja sodobnega sveta je hrana. Tle smo v Sloveniji naredili katastrofalno napako. Mi smo dopustili, da se je v 20 letih pozidalo 100 000 hektarov najboljše zemlje. V zadnjih 10 letih je propadlo 13 000 malih kmetij, torej povprečno 3 na dan. To so radni podatki. In situacija je taka, da 2/3 hrane danes uvažamo, obenem pa imamo največjo kvadraturo supermarketov na prebivalca v Evropi. Torej vidimo, da je popolna asimetrija in je naša prehranska varnost pa suverenost izjemno izpostavljena. Tukaj je za vprašanje prehranske suverenosti in prehranske varnosti, ki je del nacionalne varnosti vsake normalne države. Če imate trapasto oblast, kot je naša, ki je kot barve, jaz poudarjam, da ne govorimo o ideologijah, ne levih, ne desnih, ne zgornjih, ne spodnjih, kajti ideologije so največja grozljivka tega sveta. Za ideologiji so vojne, za ideologiji so mrtvi in reveži in invalidi, kako temu rečemo, in lačni in ponižani in razžaljeni. Torej gre za to, da če pogledamo zdaj to prehrano, ki je v jedru kriznega dogajanja, vidimo, da je to gospodarsko vprašanje, da je to energetsko in če je hrana vezana z nafto, se nam lahko vse skupaj postavi, če se dotok nafte prekine, ne, vemo, da se teče na nafto od pesticidov, kemičnih gnojil in tako naprej, da je hrana izjemno povezana z našim zdravjem. Sodobne analize govorijo, da je saj 80% vseh degenerativnih obolenj, torej rak, diabetes, kardiovaskularna obolenja in recimo degenerativna v smislu avtoimunostnih, posledica industrijske hrane, kajti ta hrana ni več živa, to je mrtva hrana, to je tako, pravim jaz, kot mrlič na parah, ko so mu polepšali obraz, nima mene veze z življenjem in ker je v bistvu pod patronatom trgovcev, je njihov cilj, da so ti artikli čim del obstojni na policah, dokaj ne pride tok trapas kot okup. Imamo take banalne zgodbe, da je človek ne more verjeti, recimo, da se prodaja trajno mleko, če pa kupimo barvo za zid, recimo takle beli jupol, je pa gor piše, da je rok trajanja 6 mesecev. Torej, če ima barva rok trajanja, potem ne more biti mlek trajen, torej nekaj hudo narobe, ali smo za novce in tako naprej. In teh neumnosti je kukor čtenje. Torej vidimo, da nismo dosti pozorni na to in da smo padli na to finto, ker pri trgovcih je pomembna samo količina in cena. Ne. In če smo mi padli na to finto potrošništva,
da je edini kriterij pri izbiri hrane cena, se moramo hudičev zavedati, da strahotno razliko v ceni plačamo za uničenim zdravjem. Vi dobro veste, da vedno ljudje ponavadi zbolijo, a Bog ne daj, da dobijo diagnozo rak, takrat probajo radikalne premike ali pa reforme delati v svojem življenju, številne je prepozno. In ta razlika v ceni je jasno ponavadi omajano zdravje, uničeno okolje, uničeni vodni viri in tako naprej, tako da vidimo, da vso razliko poplačamo in še preplačamo, zato je bolj na korenu, bi rekel, rešitev postaviti. Mi v Sloveniji imamo tako kratke razdalje, da je ta lokalna samooskrba, ki smo v Mariboru začeli kot pilot projekt, jaz sem to rekel, od vil kmeta do vilic meščana, čim krajša razdalja, torej da ljudje prijedo do žive zdrave hrane. Tukaj je edino načelo, ko so naše babice, pa dve generacije nazaj dobro poznali, da so rekli, najboljša hrana je tista, ki se najhitreje pokvari. Tone, če dovoliš, mogoče kratko o tabu temi hormonski motilci, ali pa eno vprašanje, ali smo zahodnjaki sploh še pravi moški? No, mi smo še ne. Mi smo naša generacija. Par desetov. Torej, ravno v tej združbi, ki sem prej omenil Boštjana M. Zupančiča, ki mu zdaj poteka mandat v Strasbourgu, pa Vesna Godina in tako naprej, ki smo delali te knjige, sem omenil, da so oni glavni filozofi, sociologi, politologi, pravniki in tako naprej, rabili neko medicinsko-biološko podlago, sem se pa lotil tega vprašanja hormonskih motilcev, največjega kemičnega tveganja sodobne civilizacije, to je tudi tabu tema, o kateri se ne sme govoriti. Jaz moram povedati, ko sem to temo odprl leta 1999, že v takratnih reviji 7D od Mariborskega večera, v 3 nadaljevankah, se name vsul cel plas pomembnežev, ne vem, šef ginekološke klinike v Mariboru, šef ginekološke klinike v Ljubljani, direktorica Inštituta za varovanje zdravja, vsi, češ, da je to prodajanje megle, da je to prodajanje strahov in plašenje ljudi in tako naprej. No, jasno, v tej polemiki so se pol, ker nisem imel menih argumentov poskrili, v to lažbo lahko povem, da sem imel pa isti gospodje letos, torej lansko leto spomladi v Ljubljani mednarodni kongres na to temo. Torej vidimo, da dokaj ni denarja za njih, smo mi vsi ostali predmet žaljivk in poniževanj in karkoli temu rečemo, tega smo pač navajen, pišem, če ne preverim v znanstvenih virih prvovrstnih, da se enostavno tega ne zamorno špogati, kot se reče po ljudsko. Torej, zato v tej knjigi je ta del obdelan, posledica jasno, ta feminizacija sodobnih moških, torej gremo v starosti, mlajši, ko so, hujš so posledice, kajti udark teh kemikalij se je začel nekako pred 30 leti. Jasno, ker je zadeva preko nosečnice, torej mati je kontaminirana in če ona kontaminira svoj embrio, svoj zarodek, tukaj dečki drugače kasirajo kot deklice, vse zadeva se pojavi ob puberteti, torej ko vstopajo mladi ljudje v obdobje rodnosti. Torej za moški spol je značilen testikular disgenezis sindrom, torej paket 3 težkih poškodb. Prva je aspermija, pa oligospermija, torej manj spermijev, drugi je pomanjkanje testosterona, moškega spolnega hormona, in tretja točka je izjemen porast raka na modih, ki je postal danes najbolj razširjen rak mladih moških. To je ta testikular disgenezis sindrom. Prizadetih je vsaj 35, 38% zahodnoevropske mlade moške populacije. Pri ženskah te kemikalije delujejo
malo drugače, torej gre za porast raka dojk in rodil in za izjemen porast raka, torej endometrioze, ki je izraščanje endometrija, torej tkiva notranjega, ki oblaga uterus v trebušno votlino, tako da danes praktično dobra tretjina zahodnoevropskih žena v srednjih letih ima že nekaj od teh stopenj endometrioze, ki je v radikalnem primeru potrebno odstraniti rodila iz trebušne votline. Skratka, gre za te kemikalije, ki se v glavnem nahajajo v plastiki, v plastenkah, v vse te plastiki, ki embalira hrano, v plastičnih vlogah konzerv, recimo so pomembne raziskave narejene predvsem v Španiji. Jasno to vpliva tudi na plodnost, ne samo na obolevanje. V Sloveniji, predolg, imamo procent, zdaj okrog 60% mladih parov ima težave z zaploditvijo prvega otroka in vsak četrti otrok Slovenije je zaplojen s kemično pomočjo. Torej vidimo, da je tudi ta udar na plodnost mlade populacije izjemen. Problem je pa to, da se skriva to pred ljudmi ta problem in to je škoda, kajti z mehna znanja bi se lahko te mlade ženske, ki vstopajo v rodnost, znali zavarovati svoja telesa pred tveganji. Sam kot primer, v Skandinaviji imajo dekleta, ko vstopajo v ta leta menstruacije, torej 12-13 let, imajo v osnovnih šolah izobraževanje, kako čuvati svoje telo od takrat od vstopa v menstrualni ciklus pa do časa rodnosti, kako zavarovati svoje telo pred temi kemikalijami. Tako da, ko je bil ta kongres mednarodni, se to še povem, na to temo v Budimpešti so naši velecenjeni veleumi iz IVZ-ja imeli referat vpliv telesne vadbe na zdravje otrok v vrtcih. Torej, po teoriji teh, nimam besed, kako bi to omenil, bi mogli zastopljeni otroci telovaditi. Hvala. Dokler, torej zdaj bi predlagal, da Bojana mogoče prebere za vse tiste, ki še niste prebrali knjige, se pravi, ena zanimivo, bi rekel, razmišljanje avtorja. Moreče je živeti v svetu, kjer je ubita radost, sežgan up, razstreljeno hrepenenje in zadavljena domišljija. Iz propadajoče evropske snovi, brez strastne vere v karkoli, razen v denar, se ne da več zgnesti kulturnega človeka, le bedno figuro potrošnika. Zdaj bi pa, mi smo tukaj na Dolenjskem bogati z vodo, po eni strani, po drugi strani pa imamo to smolo, da to vodo moramo prekuhavati, to vemo vsi. Smo v področju, torej kmetijskem, intenzivnem, kodar obremenjuje gnojevka, resurse vodne, ter seveda vinogradniško območje, kodar fitofarmacija zopet posega v našo kraško zadevo. Moram reči, da sem mogoče malo razočaran nad odzivi določenih odgovornih oseb, tako na področju ministrstev, kot na področju lokalne oblasti. Kljub temu, da smo poskušali na razne načine zadevo pelati, smo prišli do, bi rekel, do zaprtih vrat, tako da smo se odločili, da poskušamo ozaveščati. Zdaj bi pa prosil to na tebi, mogoče, da nam odpreš oči, ker si zelo velik strokovnjak na področju voda, vodnih krogov in tako naprej, da mogoče odpreš oči ali pa daš eno usmeritev, kako naj mi sami, na kakšen način mogoče to zadevo premaknemo. Ja, tukaj ste dva nivoja. Prvi je državen, slovenski, Zdaj bi rad povedal izkušnje lanskega leta, torej in predlanskega leta, torej kakšne hlapce imamo mi kot poslance v Bruslu. To za uvod. Ko je bila razprava v EU-ju glede
predloga direktive o privatizaciji vode. Pri nas noben ni odprl ust, noben od politikov, noben od evropskih poslancev, novinarji pojma niso imeli, na srečo sem jaz to zvedel od avstrijskih aktivistov, kaj se v Bruslu dogaja. Torej, da se piše direktiva, ki bo omogočila privatizacijo vodnih virov po celi Evropi. Obvestili smo novinarje, tako da je mreža stekla v Sloveniji in se priključili pač te navezi, mi smo nekako povezani Bavarska, Avstrija, Slovenija kot aktivisti in nam je uspel zbrati 24.000 podpisov, kar je šlo v fond okrog 3,5 milijone podpisov, ki je bilo zbranih v Evropi in to je bilo dovolj, da je Bruselj umaknil predlog direktive. Ni bilo 2 meseca, 3 mesece ponovni udar korporacij, spet predlog sprejembe zakonodaje, ki bi omogočila privatizacijo starih sort semen. Torej, in prepovedala prodajo teh semen med ljudmi na tržnicah in tako, kot mi še vedno počnemo. Tle so korporacije naredile veliko napako, kajti evropska družba, civilna družba je fino zakurbljena, kot se reče, zaradi vode. Tako da smo spet šli v akcijo, spet je bilo preko 3 milijone dovolj, da je Bruselj še tudi to umaknil. Medtem smo pa začeli mi doma situacijo peljati, kajti grozila je že vdor, torej nakupi teh naših pivovarn. Vi dobro veste, da Heineken ne zanima Laško pa Union, pa ali mislijo tiste bajte, oni imajo preko 100 pivovarn po celem svetu kot objektov, njih zanimajo vodni viri. Oni so kupili Union in kupili Laško zaradi vode, ne za tovarne. In ko smo videli, da poleg tega je Coca-Cola hotela priti do Julijane v Karavankah, ne, in zato smo mi začeli postopek, da se v ustavo slovensko napiše, da je voda javna skupna dobrina in ki je ne smemo, torej ne dovolj privatizirati, da je to pravica ljudi, neodtuljiva ustavna pravica. Za las, da bi lahko že spravili v času prejšnje vlade, ampak tista vlada padla in mi smo spravili to preko državnega sveta, ki je državni svet 100% dal roke gor, da za sprejemo ustave. Bilo je že na dnevnem redu parlamenta, to je vlada padla parlament, pa odbili smo nove volitve in zdaj smo tik pred tem, da pride na parlamentarni dnevni red. Mi bomo objavili imena vseh poslancev, ki bi se slučajno upali proti glasovati, tako da bodo ljudje vedeli, koga nikoli več ne izvoliti, kajti to je pa potem kronski dokaz, da gre za protiljudski element, za kriminalni element. Hočem povedati, ta državni nivo je povezava z tem delom Evrope, ne? Torej mi se povezujemo kot aktivisti z Nemci pa z Avstrijci, posredno z celo Evropo pa naprej, tako da ta povezovanje odlično poteka in te upori se lahko dogajajo. Ne? In tudi tle poklekne Bruselj, če gre za milijonske številke. Znotri, se zdaj vračam na to osnovno vprašanje, ne, je vedno malo problem teh lobijev, ki na nivoju lokalnih skupnosti vozijo župane levo, desno. Eni župani so krasni, so avtonomni, imajo odlične odločitve, nekateri so malo bolj skorumpirani, nekateri so enostavno prestrašeni, vse se dogaja. Tako da pomembno je, da se lokalna skupnost samo organizira. Ne samo takrat, ko gre za res. Poglejte, mi smo imeli v teh dolgih letih cele odisejade problemov, smo sodelovali skupaj v borbi zasavcev za Lafargea, tudi pri celu za cinkarne cele, ki je prišlo do Evropskega sodišča, pri Prekmurju zaradi tistih usiljenih elektrarn, ki ne bi dajali elektriko za Avstrijo, mi bi pa rekel ničel, ne, do recimo terminalov Tržaška zaliv. Skratka, vse te akcije, ki so potekale, so temeljile na lokalni samoorganizaciji ljudi. Če tega ni, je brezupno karkoli. Mi lahko v tem mreži, ki nas je 30-35 pomagamo,
ampak mi nimamo pravnega interesa, ne, mi pač živimo v nekih naslovih. Včasih dobimo tudi kakšno odvetniško pisarno, ko nam zastonj pomaga, kajti denarja ni za to. Tako se pol ljudje organizirajo, tukaj so samo 3 poti. Prva pot je kontakt z občinsko upravo, druga pot so potem mediji in upravno sodišče. Ne, drugačno gre. No, politiki se samo bojijo točno teh 3 stvari, bojijo se, da se ljudje organizirajo v skupino, to ne rabimo, treba teh je 100 ali pa 200, dovolj je 20 ali pa 15 močnih in glasnih, kompetentnih ljudi, da se vključijo lokalni mediji, pa tudi državni mediji, kar tudi še zaenkrat še ni problem, lahko pa bo kmalu problem, in da se pravno varstvo dobi za določene pravne spore. Ne? Jasno, da pa te pobude morajo biti v tem smislu konstruktivne, da novo zdaj spet proglašen za neke romantike, ne? Ampak vedno moramo tudi povedati, če smo proti temu, dajmo tako narediti. Torej imamo rešitev, ki je pa drugačna od nekih zamisli. Vi dobro veste, da so vsi obsedeni, pa da ponoreli že od tega profita, od dobičkov, ne? Da se tle umazane stvari dogajajo, zato je ta zdrav razum ljudstva najpomembna afirmacija opolnomočena lokalne skupnosti, ki na svojem terenu mora vladati. Se tle ljudje živijo. Oblast pride pa gre. Prej je prebrala kolegica, ekonomisti razmišljajo od bilance do bilance, politiko od volitev do volitev. Mi smo pa tukaj, bodo tle naši otroci, bodo naši vnuki, oni pa pridejo pa grejo. Mi se moramo tega zavedati, da smo gospodari teritorija, mi ljudje, ki tle živimo, noben drug ni. Recimo, imamo zdaj celo vojno v Prekmurju zaradi tega, ki je prišla neka banditska korporacija iz Deviških otokov, torej imajo nakraden denar iz nekje, so ustanovili joint venture firmo v Angliji, ki je ustanovila s petrolom družbo, ki ne bi delala fracking, torej te podzemske eksplozije, ker bi plin pridobivali. Torej, pretrpenci iz nekje pridajo s ciljem, da uničijo celo pokrajino, spokajo in zginejo. Pazite, če imate vi v eni pokrajini, kot je Prekmurje, alternativ morje, ne? Ogromno jezero vrhunske pitne vode. Pod tem je termalna voda, skoraj 150 metrov skoraj na debelo, celo morje termalne vode, ki se napaja iz globin. Nešteto je možno term delati, zdravilišč, kopališč, s to vodo se lahko ogrevajo rastlinjaki, torej cela pokrajina bi lahko živela, če bodo pa šli pa razstreljevati te sklade, bodo pa vse te kemikalije in vsi ti strubi prišli ne samo v podtalnico, da bo uničena pitna voda, tudi v termalno vodo, v geotermalno vodo, ki bo neuporabna stoletja. In zato je prišlo do upora ljudi. In zdaj še ni končan, paste. In tukaj si moramo pa en drugem pomagati, ne? Ko smo imeli s terminali opravka v Tržaškem zalivu, so tudi Prekmurci prišli pomagati, čeprav bi rekli, briga nas Tržaški zaliv, vse mi hodimo na Hrvaškem morju, ali pa karkoli bi rekli, ne. Ampak smo se takrat povezali, smo uspeli ustaviti špansko opcijo, ki bi kopali po morskem dnu, ne, in tako naprej. Skratka, moramo se začeti samo organizirati na lokalni ravni, tukaj se bomo vadili strategije, ne. V kontekstu tega bi mogoče sam en citat mojega prijatelja in najbrž še koga, Toma Križnarja, ki je napisal: zavedati se moramo, da če bodo miroljubne metode današnjega izkoriščanja odpovedale in če bo pritisk pomanjkanja naravnih virov strl formulo še znosne ekosistemce, bo prišlo do globalnih roparskih pohodov, do svetovne vojne za vire. Ali se mi sploh zavedamo, da smo že v 3. svetovni vojni? Ne, najbrž ne, ampak zdaj, kaj je to sploh vojna, ne? Definicija vojne je zelo, čigumik se razteguje, ne? Prva svetovna vojna je bila še z vojnimi napovedmi, ne? Da so države en drugim napovedale vojno in potem so korakale čete, ne? Druga svetovna vojna ni bilo več vojnih napovedi, v štartu jih je bilo še neki, recimo, ko so Angleži po udaru nacistov na Poljsko napovedali Nemčiji vojno in tako naprej. To je še bilo, potem so se začeli vdori, ampak
je bila pa nekaj, je bila je pa fronta. Torej ste imeli na fronti kontakt dveh vojaških formacij. Poznamo celo drugo vojno, kako se je dogajalo po Evropi, ta bojišča razna. V tretji vojni, ki poteka, ni več fronte. In to so bile napovedi že strategov, da gre za vojno po celotnem teritoriju. Ne? Torej ni več vojakov pa civilov. Če gledamo zdaj žrtve, v prvi vojni je bilo 90% žrtev so bili vojaki, samo 10% civilov je bilo poškodovanih ali pa mrtvih. Ne? In vidimo recimo primer Posočja, da so 50 000 Slovencev izselili iz območja frontne linije, ne? Izselili na varno, ne da so jih nagnali, ne? Da ne bili pač žrtve artilerije. V drugi vojni je že bilo 50-50, torej polovica žrtev so bili vojaki, polovica civili. Ne? V sedanjih vojnah je ta številčnost naraščala, vedno več je civilnih žrtev, vedno manj vojakov. In so se raven k Toma Križnerju omenil, ne, so zelo dobro prijatelj, on mi je prav, kaj se v bistvu dogaja v Darfurju. Tega še ni napisal v knjigu, lahko povem, ali upom pa šel pa povedal. Ampak kot zanimivost, da so tam, v tem primeru Kitajska igra umazano vlogo, ona plačuje določene milice, profesionalne, ki igrajo medsebojne spopade. Sploh se na oni ne streljajo med sabo, formalno se gre do neke nasprotnike, streljajo v glavnem v zrak, v bistvu pa njihova naloga, da praznijo prostor, da poženejo ljudi kot begunce, da spraznijo prostor. Torej, bi rekli po balkansko, vglumijo vojno. Večina krugel zadane domačino, domače prebivalstvo in jasno ljudje upajniki bežijo, zapuščajo domove, natrpajo jih v begunska taborišča, prazen prostor kupijo Kitajci. In potem se te milice premaknejo in čistijo teren naprej. To je vojna. Križnar je bil tam in je še tam in vidi, kako se to dogaja. In tudi on je bil na tem, da ga likvidirajo, pa so ga pa rešili. To, da bi Tomo zapršli, bila njegova rešitev, da bi ga ubili. Ne v bistvu zapor pomagal, da je preživel. Je bil takrat navarno, dokaj si ni spucal teren, da se ga lahko ven dobili. No, skratka, glede na to, da je Azija center ekonomije svetovne, bo vojna tam. Mimo kasela posledice, eventualno, če bomo imeli srečo. Drugače pa ne pozabiti, da je v Avijanu tako čez mejo 40 nuklearnih projektilov deponiranih. Ne? To je lahko tudi cilj kakšnih ruskih raket, mi grede. No, po vseh, bi rekel, raziskavah je globalizem naredil resno duhovno vrzel na tem zahodu. Mogoče bi pa te prosil, če bi od 18 slonih je ena zadeva zanimiva, mogoče si že slišali, ampak to je taka lepa zadeva, da si lahko vsi zamišljamo, kako bi mogli tudi mi ravnati. Prosim to. Prosim. Ja. No, to je neka starodavna zgodba iz Indije, ki ima izjemno, bi rekel, močno poduk, ne, nam. Jaz sem to že bral že v mladosti, pa sem malo pozabil, pa sem še enkrat najdel. Gre pa takole, ne. Stari mož je umrl in imel 3 sinove in so sinovi odprli v poroko in noter je takole pisalo, ne. Zapuščam vam 17 slonov. Najstarejšemu zapuščam polovico, drugemu najstarejšemu 1/3, najmlajši dobi pa 1/9 od teh 17 slonov. In fantje to gledajo in so rekli, kako ne zdaj, če on dobi polovico, 17 slonov ne moramo napudati. Tudi na tretjine ne moramo dati 17 slonov in so gruntali kaj narediti in da se ne bi skregali, kaj ti brati so se zelo radi imeli, so šli k enemu Modrijanu po nasvet. Kaj če pa res, tako lepo poroko imamo, 17 slonov nam je ta star pustil, zdaj jih moramo razdeliti. In stari mož pravi, jaz sem enega slona. Dajte ga zraven, vašim 17, še mojega in jih boste imeli 18, pa jih zdaj razdelite. In je štimal. 1/polovica od 18 je 9.
ta prvi najstarejši je dobil 9 slonov. Ena tretjina od 18 je 6, ta drugi je dobil 6 slonov. In ena devetina je 2. Ta mali je dobil 2. Če se štejemo, jih dobimo 17. In so si slone razdelili, enega pa vrnili nazaj modremu možu, ki ga je samo toliko posodil, da so lahko delitev naredili. Vidite, da to je način razmišljanja, ki smo ga mi pozabili. Kajti mi smo vzgojeni v tem vulgarnem racionalizmu, v bistvu gre za defekt zahodnega uma, razmišljamo vzrok-posledica tako v nizu, v nekaj linearno, in to nam tako deformira razmišljanje, da smo ujeti v te scheme. Ne vidimo rešitev, ki nam pred nosa stojijo, pa jih ne vidimo, ker imamo napačno schemo razmišljanja. Torej, kauzalnost, kot se reče, nevzročnost, empirično in po induktivno metodo. In jasno, posledica tega vulgarnega materializma je svet, kot ga imamo. Svet, ki je brez duha. Mi ne moramo vse sešteti pa zmnožiti, pa odmeriti. Obstojijo najlepše stvari v življenju, ki se ne dajo ne izmeriti, ne prešteti, ne plačati znarja, ga ni denarja. Vemo, kjer so te stvari, to je lepota, to je ljubezen, to je prijateljstvo, to je karkoli od teh čustev velikih, ki jih imamo. Ampak če to dvojnost človeka, ker na eni strani imamo ta naš pol uma, ta je tehnično-tehnološki, racionalni, znanstveni ki razmišlja, ki šteje, ki meri. Na drugi strani imamo pa še en drug pol, ki je pa čusten, čustvena inteligenca, vse to, kar daje estetiko, neko lepoto in tako naprej življenju, to smo mi zanemarili, ker smo favorizirali samo tehnično-tehnološki, racionalni In potem pridemo do absurda, da v tem svetu vladajo kot vodilna stroka ekonomija, kar sploh ni stroka, ki ima neke abstraktne modele, s katerimi naj bi napovedovala, prezračunavala neka stanja, ampak ne more en abstraktni matematični model nadomestiti kvaliteto bivanja človeka, njegova čustva, njegove odnose, lepoto. Lepoto sveta ne morete zračunati. Ali pa stopnjo ljubezni med dvema zaljubljencema ne morete odmeriti iz koncentracije endorfinov v krvi, pa karkoli temu rečemo. Torej, ne moramo se ga materializirati, ne moramo se ga v enačbi spraviti. Najlepše stvari na svetu, hvala Bogu, so zastojni. Te več denarja plačati, ne? Samo mi se premalo ukvarjamo s temi stvarmi, ki so zastojni, in zato je problem sodobnega človeka ravno ta izločenost, ker so nam družbo zmleli v prah posameznikov. Zakaj prah? Zakaj smo uničili lokalno skupnost? Zato, da lahko s posamezniki lažje manipulirajo. Dajte požgati televizor, boste videli po vsakih poročilih laž na laž. Blef, bistvene stvari se dogajajo v tišini. To je že Nietzsche napisal, znani filozof. Bojte se tišine, kajti v hrupu, namen hrupa je, da nam zamegli tisto, kar je osnova preživetja, zdrav razum. Mediji so na svetu samo zato, da nam uničijo zdravi razum. Kajti sodobni človek, če dobi na vsakem dnevniku 20 bum informacij po 2 minuti, naslednji dnevnik dobi spet 10 novih informacij, une so že pozabljali, 10 pa spet 10 novih, ljudje ne zmorejo več sestaviti realne slike sveta, ker so te koščki kot razbito ogledalo, skozi se sesuvajo. In zato so ljudje negotovi, nima se kam prijeti v sveti, kot je danes, ker visijo vse službe v luft, ker se je lahko vsak danes do jutra zaposlen, pa ne zaposlen, ne? Kot otroci pa mladi nimajo prihodnosti, ki nimajo službe, kljub vsem možnim diplomam, vidimo, da je potreben bistven reset in da so temeljna vprašanja človeka duhovna vprašanja. Ne? Kajti, ko bomo nazaj postavili to ravnovesje duha znotraj sebe, se nam bo vse spremenilo.
in ima tudi samozavestni. Ne. Tone, hvala. Mečem čutim in vidim v učkih vaših, da bi marsikdo kaj še vprašal Toneta. Vstopati v star gost. Tega imamo tudi na Dolenjskem. In dajmo to drugače gledati, dajmo primerjati star gost človeško družbo. Ne. Govorimo o tih primerjavah. Ne. Torej, kako deluje gost, kako deluje naša družba. Ne. V gozdu vidimo, tudi če je to star gost, ko so velike orjaki, da imamo vedno neko mozaično strukturo, kjer so padli orjaki in se naredi prazen prostor, kjer poganja mladje, ker se prenavljajo te populacije. Vidimo, da je v gozdu treba nič gnojiti, nič noter dovažati, pustimo ga na mir in bo lahko milijone let se obnavljal sam. Druga stvar, vse je lokalno. Transport materije, transport energije, če gledamo, zdaj jesen smo imeli liste dol padlo, se razkroji, da korenine spet zajemajo snovi in s pomočjo sonca ta večni kroženje skozi poteka. Mi lahko ustvarimo analogno človeško družbo, če se učimo iz gozda. Torej, popolna reciklaža, ni odpadkov, to se da narediti. Samo v tem nekdo ne bomo profita, to je pa drug problem. Lahko naredimo tehnologije na sončni pogon, brez problema, ne na naftni, imamo potenciale, imamo inženirje, imamo znanstvenike, ki bi to dosti hitro razvili, samo dokler bodo korporacije držale roko nad nafto in vojaški in armade nad naftnimi viri, bomo pričali tem pokolom, ki jih imamo danes in vsem tem scenarijam, ki jih imamo okrog nafte in okrog tega nasilja. Torej vidimo, če gledamo zdaj človekovo zgodovino, našo evolucijo, ne, mi smo iz Afrike prišli kot pionirska vrsta v to strahotno prazni prostor Eurazije. Ne. To je bila ledena doba. Naši predniki so prišli iz Afrike, ne, v ledeni dobni svet. Neskončno jih je privlačilo to, da je bilo te orjaške črede plena, živali, ne, od mamutov, drakovic, nosorogov, jelenov. Skratka, Afrika je relativno že kar pojagana, kot se reče, in so imeli tehnologijo in tehniko, da so lahko plenili te ogromne črede, zato je bila Eurazija kolonizirana. Torej, mi smo bili pionirji. Kot prišli smo v prazen prostor, tako kot v naravi, ne? Imate vi plazišče, ali se ledenik umakne, se morje umakne, ali se magma strdi, ali imate umik ledenika, karkoli, imamo prazen prostor, ampak ni dolg. Hitro kolonizirajo prva bitja, rastline, poženejo gor in imamo že pokrov, nastaje prva prst in tako naprej. In spet imamo primerjavo. In potem, ko je človek v sekundarni sukcesiji postane plenilc, ne, si vse obrne k sebi. Tudi v naravi obstoji sekundarna sukcesija, ko se reče, kjer je malo vrst, kjer je zelo močna kompeticija, potem se pa nekaj bistvenega zgodi. Predvsem, če gledamo zdaj gozdni ekosistem, to je preide v eno stopno harmonije, kjer se vse umiri, ne? Ker se splete mreža, odnosov mreža življenja, kjer vsako bitje podpira druga bitja, ne? Imamo tako imenovano klimaksno združbo, kot pravijo biologi. In mi smo točno v tem prehodu, kot populacija človeška, kot človeštvo. Mi smo kot pionirji vstopili ta prazen prostor, ga kolonizirali. Imeli vrsto teh vojn, obračunavanj, pokolov, pobijanj za preusmerjanje teh tokov nase, zdaj pa prišlo do tistega razcepa. Ali bomo zmožni ta prehod v klimaks narediti, kot narava to dela, ali nas bo pa narava zbrisala. Bo pa tipka deliti, ki nič novega na planetu. Mi smo tle na tem planetu dober milijon let kot vrsta. Planet je star 4,5 milijarde let. Človeška vrsta še eno sekundo, če imamo cel dan, 24 še eno sekundo ne rogovili po tem planetu in od te sekunde, ki je dolga 300 let, smo šele 300 let nekak tehnološka sila. Torej nič od nič. Ena iskrca, ki se je zablešala, je lahko tudi zgine. Zato vsa ta bluzena, kako bomo mi zdaj preurejali planet, vključno s tem Parizom, pa klimatsko konferenco in tako naprej, so še zadnji popadki bolanega antropocentrizma,
zaviramo ga v neko vsemogoče človeka, čim pride pa do katastrofe, so pa veseli, da ni v naš dolin, pa da je na un stran hriba ali pa da je v drugi deželi in molimo, da Bog pomaga, da še tole k nam pride, kajti nismo sposobni urejati nič na tem planetu, še sami sebe ne. In če ne bomo sebe uštimali, bo še to šlo cegrunt, tako da bodo nekoč neka bitja vrklala, kad neki bodoči arheologi, ne vem kaj v naših ostankih najdeli, no tako še deponije, verjetne svinarije. Zdaj bi pa vas prosil, če ima kdo kakšno vprašanje, da ne bomo en čez drugega dvigne roko, se predstavi ime priimk, pa vpraša gospoda Toneta za... Ja, sprašuje Colarič. Gospoda Konota bi vprašal, glede na to, da smo slišali, da deluje tudi v teh čebelarskih logih, njegov pogled na afero Debevec. Ja. No, jaz spremljam od zunaj, sem spremljal te pomore čebel od leta 1998, ki je bil prvi veliki pomor, če se spomnite, v Prekmurju, ker je poginilo 1000 španjev, ampak je bil orek alarm. Pa do pol unih še 6 pomorov, no in za tega mojega angažiranja so me tudi imenovali kot člana tega sveta, kot nek posvetovalni organ, to ni kakšna služba, zajedno o tem mislili, ampak tam lahko precej guflam, pa tako da me imajo poln kufr, ker tudi sedijo zastopniki bajarja, pa te lopove, to taki mislili, so tudi farmacevti tam, pa predelovalci iz strupov, izdelovalci in prodajalci, No, skratka, po čebelah je tako, bom zelo na kratko točko povedal. Prvič, Debevec je to proizvajal in prodajal 10 let, noben se ni vtaknil vanga, zakaj se niso postavilo vprašanje. Dejstvo je, da je registracijo lažno naredil, prijavil je naravni pripravek, bil je pa sintetičen. Ampak dokler ni njegov delež začel naraščati, tržni, so ga pustili na miru, očitno. Zdaj pa kaj pa šlo v drugi točki. Veterinarji se niso vtaknili v Debevčevo prodajanje, dokler ni njegov delež navarno ogrozil njihov primat. Čebelari so ugotovili, da so preparati, ki so jih naši veterinarji prodajali čez mejo 3 do 4 krat cenej in so hodili kupiti v Avstrijo, pa na Hrvaško in tako naprej. In iz tega lahko potegnemo črto, da naši čebelari čist nič niso krivi, ker so bili prvič zavedeni z deklaracijami. Oni so mislili, da je to uradno, ker je mu deklaracijo uradno, da prodajajo vso naravno pripravek, čebelari so pač kupili opcijo in verjeli deklaraciji. Tako, ker ste bil v market, pa kupite, ne vem, neko moko, pa verjamete, da je tiska gor piše res tako. Ali pa neko lekarno. Potem gremo pa naprej. Mene je tukaj čudna, umazana vloga veterinarjev skozi celo zgodovino zastopljena čebel. Ne bom pozabil, ko je bil Iztok Jarc, kmetijski minister pol mandata, da so takrat s Pretarjem pripravljali cel dosije in so ga prepričala, da je prepovedal čebelje strupe, takrat neonikotince, ko so bili 3 veliki pomori in on je premogel tok vesti, da je to prepovedal. Ko je prišel veterinarski kmetijski minister Pogačnik, prvo stvar, ki je naredil, je dovolil čebelje strupe nazaj. Ne samo to, tudi čebelja je izgubila vso podporo finančno, čebelari so izgubili subvencije in naslednja točka stvar je bila zbrisana iz seznama zavarovanih avtohtonih pasem, kar pa spada Drežniška koza, Boška ovca, Kranjska sivka je spadala, dokaj niso zbrisali ven. To je meni čuden. In ko smo se mi oglasili ogorčeni, da so spet strupi dovoljeni, je pa šlo do 3 novih pomorov čebel. In so te isti veterinari dokazovali, da to nima mene veze z neonikotinci in so nam grozili sodišče, pa so advokati, pa z tožbo po medijih in kakorkoli, dokler nismo končno strmo dosegali, da je Židan leta 2011 prepovedal te strupe. To je ta paket. Drugače pa jaz zumiram takole. Če greste kupiti uvožen med, boste gor najdeli poreklo EU in ne EU države. Kje so te države?
Mi dobro vemo, da če ne vemo, iz katerih držav med prihaja, vemo, da je ta med zmešan iz večjih virov, vemo, da iz teh raznih držav so tudi sredstva, ki pri nas niso dovoljena, tam pa so dovoljena. In tisto, kar me najbolj skrbi, zakaj od teh veleumov nihče ne kontrolira uvoženega medu, če so našega ne še umga. Kaj pa tam noter? Ne, to pa ne. Zato je malo to čudno. Ta nesorazmeren udar je spravno, treba je red narediti. Tudi pri čebelarjih se strinjam. Samo, če smo ogromno v stiku z njimi, oni niso vedeli, pa je not. Oni so dobro bili to kupali. Torej, če bi bilo, niso vedeli za sestavo, verjemite mi, da ne. No, hodili so tudi v Bosno, v Srbijo kupovati, niso vedeli, kaj vozijo, kaj nosijo in so samo dejno to počeli. Jaz sem pač nisem bil nikoli zraven, blizu pa sem... Čakaj, ko je centar za strupitve, kliničnega centra, ti zdravnik prvič javno rekel, da so te kemikalije hormonski motilci, pa je pri tem naredil napako, ker je rekel, da se učinki seštevajo, ampak se ne seštevajo, ampak se množijo, torej tudi on nima prav. Moram povedati, da amitraž, ki je bil not v tem pripravku, kot strup, čebelari, veterinari so amitraž prodajali kot dovoljno. To je absurd. To je bil očrnen. Dejstvo je, da je edin organofosforni insekticid, ki je bila tretja komponenta not, tist pa je bil 20 let prepovedan, pa nas že, Amitraž je pa tudi prepovedan na njivah, se ga ne sme uporabljati. Za čebele pa dobro. Torej, čudne stvari se dogajajo in tukaj vidimo, da so razni lobiji, razni interesi in mene, jaz sem bil ogorčen zato, da ker je vsi so udarili s topovi po čebelarjih, ostali so se pa roko milne. Vira in vzroka pa niso... Jaz trdno suvereno dam roko v ogenj, da je večina artiklov v marketih bolj zastrupljenih kot naš med. Verjemite mi, dam roko v ogenj. Ko smo mi testirali otroško hrano v Mariboru, v vrtcih, ko otroci jejo, smo našli 58% vseh vzorcev je bilo kontaminiranih overdose s pesticidi in smo ugotovili, da večina te hrane prihaja iz Padske nižine, ki je najbolj zastrupljen del Evrope. Sorry, če oblast dovoli, pa sploh dopusti, da se otroke zastruplja. In sem mi rekel, da vas ni sram, kako lahko spite. Otroke zastrupljate, ker ste se izmislili pravilnik o javnih naročilih, da mora biti najcenejši tisti, ki dobi del. Najcenejši je pa Padska nižina, pa prekupčevalci, ki tvorijo največjo svinarijo, ki jo Italijani sami ne morejo prodati na svojih blagovnih borzah. Te prodane duše kupujejo oblače not in filajo naše otroke, da imamo mi danes praktično epidemijo diabetesa med otroci starimi 6-7 let, ker to je nepojmljivo, bilo še pred 15 leti. O tem se idemo pogovarjati. Kdo se ukvarja z nadzorom otroške hrane v vrtcih po šolah? Nihče. Kje so testi? Pa so naši zakladki, ker vsi pazimo na njih. Najboljše šole, najboljši tečaji, vse za hrano pa je pa vse ok. Še kakšno vprašanje? Izvolite. Ja, Goran Makar. A lahko ostanete? Lahko, ja. Ja, se bo slišal. Če nadaljujemo kar tlele pri teh otrocih, ki ste imeli. Če lahko poveste vaše mnenje o izobraževalnem sistemu, kot mogoče poligonu za otroke, v razvijanju kritičnega razmišljanja in vsem ostalim, kar bi bilo potrebno za ta preskok v družbi. Hvala za... Če se prav razumel, izobraževalni sistem v Sloveniji je katastrofa. To me naprašate. Mi se gremo zdaj neko polemiko, kjera vzgoja boljš avtoritarna ali pa permisivna, kajti vemo, da so to permisivno vzgoja urinali to je kar se ver. Urinali čisto politično noter, ampak jasno, to sta dva ekstrema, pri avtoritarni vzgoji so žrtve otroci, pri permisivni so žrtve starši. To je dejstvo, Torej, neka uravnotežena pot. Po drugi strani, tisto, kar jaz pogrešam, jaz ogromno z otroki delam, ko imamo tudi določene vaje v vrtcih po šolah, predvsem terenske,
v stiku z naravo. Moram povedati to, da koliko je otrokom odzeto, kajti otroke so spremenili v neke vreče, tam se trpajo neki brezvezni podatki, otroci postajajo piflari, morajo se učiti na pamet, nekaj, kar jim čisto ne koristi v življenju, možda neki mind trening, nek spominski trening še, pa zakaj ne bi se trenirali s praktičnimi znanji za preživetje. Tukaj, recimo, imamo radikalne reforme v šolstvu, se zdaj dogajajo v Zahodni Evropi, pa raz smo obtičali pri doktrinah izpred 30 let. In te terenske vaje, ki delam z otroki, bom samo en primer povedal, če gledamo, kako mediji danes predstavljajo gost. Kakšna medijska predstavlja enega gozda, ne? Mi smo gor rastli v sred gozdov, se spomnim. Da naši otrok v gost ne sme, zakaj? Noč so klopi zboreli pa z meningitisom, noč so stekle lisice, noč so volkovi, noč so medvedje, noč je miša mrzlica, noč so kače. Ne, to je pokrajina groze. Otrok ne bo kar z računalnikom, pa ne tam tipka tiste svoje igrice in buli v virtualni svet. In potem se preseli v virtualni svet in potem se preseli na Facebook in izgubi stik z življenjem, ne samo z naravo, izgubi stik z vrstniki, z družbo, z vsem. In postane krasno orodje za fatalno manipulacijo. To je pa cilj elit. Ne? Zato je ta vzgoja, bom še parafraziral, te debili politični nam govorijo, da rabimo več znanja za večjo konkurenčnost. Dajmo mi tole malo pogledati, kaj to pomeni. Več znanja pomeni reprodukcijo obstoječega, torej piflanje. V tem žaklju je toliko znanja, če boš tole not v glavo stresu, boš dobil petko, če ne bo stresu, boš dobil manj. Ali pa cvek. Večja konkurenčnost. Pa se pejmo konkurenčnost med sabo, dobimo na koncu, kaj? Globalno vojno za vere. Ker smo si konkurenčni. En drugem, znotraj familije, znotraj ulice, znotraj naselja, znotraj države, med državami, neomejena rast kot zakon ekonomije, svetovna vojna za vere. Torej, jaz sem že to rekel, večkrat v medijih, da bi vsi politiki, ki blebetajo o konkurenčnosti, dozreli za mednarodno sodišče v Hagu, ker so vojni skači. Tisto, kar mi rabimo več domišljije za velike spremembe in otroci rabijo razcvet domišljije in šola bi mogla dati en domišljijski svet, ki bi oni kreativni, ki bi ustvarjali svoje vzporedne svetove, ustvarjali bi rešitve zase in za svet, ki ga oni bodo ustvarjajo. Torej, tu vidimo, da rabimo radikalni presek tudi na tem družbenem polu, da nam predolgo. Še kakšno vprašanje? Zdaj pa še eno kratko vprašanje. Nehote se mi misel dosti krat fokusira v to povezavo, pa ne vem, ali imam kaj prav ali ne, povezava med hormonalnimi ali pa hormonskimi motilci in med homoseksualnostjo. Temelje biologije poznam, vem, kako delujejo hormoni, vem, kako delujejo moške in ženske zarodne celice in žleze znotraj izločbe. Ja. No, nedvomno, zdaj empirični dokazi, ampak lahko suvereno rečem, da je povezava. Kajti tukaj je v igri nekaj, kar se pravi, kot pravijo fiziologi, moški ni samo dizajniran skozi testosteron, kot make-up telesni, torej poznamo te sekundarne moške spolne znake, glas, tipično postava, poraščenost in tako naprej, ampak je tudi, gre za maskulinizacijo možganov. Moški možgani se razlikujejo od ženskih, pa to ne pomeni, da so bolj pametni, nima mene veze z inteligenco. Ampak mi dobro, tako pri spodobi pravimo, detci imajo ta linearni ko so bili včasih lovci, grejo za sledjo, ženske imajo horizont, ko so bile nabiralke, one več vidijo, več stvari lahko nekaj delajo. In procesirajo. To so čisto biološke fore, ki smo jih mi podedovali iz prednikov, kajti naš genom še vedno deluje kot paleolitsko. Mi smo isto, kot je bil naš prednik pred 100 let, samo da namesto kopja imamo v rokah atomske bombe, pa brzostrelke.
In maskulinizacija možganov je izjemno pomemben proces, ki poteka pod vplivom spolnih hormonov. In če ta maskulinizacija ni izvedena, dobimo nekaj na pol poti med dečkom in moškim. Temu se reče mamon, to je popularni izraz v Evropi, v neki seriji italijanski, ki je opisovala to populacijo. Mamini sinčki oziroma mamoni, vsi imamo v Sloveniji kup. Nekaj tako lepo pri mamici biti, pa so fantki stari 35-40 let, pa kar pri mamici ždijo, ona jih lika, kuha in pere in oni se imajo fajn in ne razmišljajo o bednih ženah, o otrocih, o takih problemih in lepo imamo čudni, skoraj napujen cestovidno odnos, to nekaterim mamam celo paše v nekem obdobju, potem je pa hvala teh sinčkov poln kufr. Bog pomaga, da taka mama dobi partnerja, ker bo naredil vse, da unič tega partnerja, ker ona je samo njegova in tako naprej. Jaz sem doživel nedolgo tega in finale tazga čudovitega odnosa, ko sta šla kar oba v domu upokojencev v živeti. Mate je bila 85, pa 65, ko sta kar skup najela sovico in razdržala. Na psihoprofilu se pa to kaže, te dečki, nedorasli moški, ki so napo dečki, so izjemno samovšečni nastopači. In prva stopna teh deviantnih osebnosti je narcisek. Jih imamo med politiki pa nas, celo na vodilnih mestih, narcise. Naslednja stopna je sociopat, tudi med politiki, zadnja pa psihopat, jih imamo. Ene 4, poznam, takole bi tam pokazal. To so ljudje, paste, ki imajo defekten ego. To so resnično bolniki. In ko so delali ameriški psihiatri analizo zaposlenih na Wall Streetu, so gotovili, da jih je najmanj tretjina psihopatov. Paste, Wall Street pa, tam pa sedijo notnike, milijarde vrtijo svetovne, 100 milijard dnevno. Psihopati so tam. Se ne more biti nekdo, ali pa je šef velike banke, ali pa ne vem kakšne korporacije, se to ne more biti normalen človek. To mi pravimo normalen. To so psihopati, ki nimajo nobene empatije do sočloveka, ni dole in visi. Oni znajo šteti dobiček, milijarde, znajo uničevati vso konkurenco in tako naprej. In ko se to naserje na oblast, se vohajo kot psi med sabo. Ko pravimo slovenski pregovor, da gliha skup štriha. In kar nekrat jih naplavi gor in kup. In naredijo mreže, da pravih stricev iz ozadja, ne onih folklornih. To so pa mreže, kamor ne pride noben drug bliz. To se zapre komunikacijski prostor in te mreže se reproducirajo. Kako se rekrutirajo vodilni politiki v svetu? Veste, bom povedal en grešno razkritje, ki je bilo tudi objavljeno v Franciji. Sarkozy, spet neki kandidira za francoskega predsednika, torej je bil kot študent že izbran, kajti elite izbirajo najboljše študente in potem šlepajo in jim delajo kariero, ampak te ljudje morajo imeti defekt. Primer pri Sarkozyju, on je bil transvestit. In so ga lepo slikcali po nočnih klubih, sicer pa odličen študent. In dobil trojno štipendijo in so ga skatapultirali zelo hitro do vrhovnega položaja, ampak je bil pa dosije spotkam spravljen, če bi on slučajno hodil kaj po svoje delati. Tudi pri nas imamo podobne zgodbice. Zakaj so pa vdirali v razne udbine skladiša s podatki? Zato, da so dobili podatke, s katerimi lahko nekoga držijo za vrat. No in to se recimo v svetovni politiki vedne veliko dela, da se kadrovsko to besedno išče izjemno inteligentne ljudi, ki imajo nek defekt in s tem pa lahko ga izsilujejo, da držijo na kratko, da more točno tako delati, ko oni hočejo. Zanimivo, da je Sarkozy po napadu na Libijo, ko je uničil Gaddafija, kot je bila njegova naloga. Je zbrisal in je zginil neznano kam za nekaj let. Veste, kje je bil v Kanadi? Se je skril. Veste pa, ki je mačkan poleglo, evo tega
ima spet verjetno novo nalogo, za katero pa mi še ne vemo, kakšno bomo videli, pa bomo naredili. Torej imamo, da se vrnem potem kroženju nazaj do vas, nedvomno je tisto naravni procent, so različne ocene, nekje homoseksualnih je nekako tam odstotek v populaciji, ali pa malo manj, večkrat govorilo ali niha, tudi neke modni trendi so, recimo, smo prej govorili o antičnem Rimu, je bilo to zelo popularno, ki je bila elita že toliko dekadentna, kot zdaj, ki jim že vsega imajo dosti, ki jim že ven štrli, potem si izmislilo neke dodatne igrice in tako naprej. In tu pač ta zadeva deluje. Dejstvo pa je, da tukaj je večji poudarek ne toliko v smislu te transseksualnosti ali pa homoseksualnosti, pa je bolj poudarek na izginjanju tipičnih moških vrednot. Moška vrednota ni to, da dec babo pretepe, smo prav razumeli, tako tudi ni vzgoja tako, da starši pretepajo otroka, Bog pomagi. Govorim o tem, da tipična moška vrednota, jaz se poznam samo z dvem besedam. Da prav dec mora biti mož beseda. Slovenci imamo čudovit izraz, torej, da je zanesljiv, da drži svojo besedo, da kar se zmeni, da drži. In to imajo ženske rade. Jaz se čujem zaskrbljujoče veliko število mladih žensk, starih okrog 35 let, ker je dokaz te teoriji, ki enostavno ne najdejo partnerja. In imam take izpovedi od njih, da me kap zadeva, da so to sami nakledači, da to samo obljubljajo, da se nima kaj zanest. Ženska hoče imeti neko varnost, se ne gre to za materialno udobje. Gre za to, da je dec ziher. In če to vse danes do jutr, bla, 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 potem ženska zgubita to nit stika s pravim moškim in enostavno ga odslovi. Lahko povem štorijo, ki je čist nova. Ena moja prijateljica novinarka, čudovito dekle, bi jo jaz kar posvojil, sem precej mlajši od mene, zato sem malo zadržan bil. Je končno najdla enega, ki ne bi pa približno nekaj z njega bilo. Dekle ima svoje stanovanje, je prišel možakar k njej in prvo, kar je storil, je kozmetko zložil na polico in te kozmetke je bilo več kot njene. Se malo je gledala, ampak je rekla, dec je rad urejen, ne bo, a sem pa jaz toliko skromna s kozmetko. No, potem pa se je bril, pod pazduho, pod prsih, tisti par kocin, kot je imel, kot je rekla. Ampak tisto, ki je nov motil, je bilo pa sindrom mamona. 3krat na dan najmanj je govoril z mamico. Ali pa ona ne je klicala, a imaš nove štufke, a imaš svišne gatke, kaj te je pa skuhala, kaj si pa papkal, skratka, to je puca poslušala cele dneve in je skaplezla v strahu. S tem, da so vse vikende pravično pri mamici, torej pri taščici preživeli na kosilcu, ki kar trajajo. No in ko je prišel nekega dne ta njen mamin sinko domov, iz nekje in je bil med nogam obrit, to se je pa že to mislil, me je oba kufačka vrla, ne po štengah, ampak čez okno dol. To je zgodba s prve roke, ki sem jo slišal. Zdaj je enkrat je kvaliteto sama. Čeprav si smrtno želi ta prava deca, da ga je končno dobila otroka, ki ima 35 let, in v svetu ženskosti je. Nič ni feministično mahnena, normalna, krasna punca, evo. Ga ni. Ali so tu hormonski motilci? Ja, to so posledice. Ki so povezani z največjo rak-rano, kakor jo jaz vidim, tone kolektivna apatija, ki je prisotna v naši dolini šentflorjanski, tako ali drugače. Tako da, če dovoliš... Brezbrižnost, apatija... Jaz pričakujem od tvojega ustvarjanja in vem, da imaš že najbrž pripravljeno novo, bi rekel, knjigo, en priročnik, kako preživeti oziroma preseči to kolektivno apatijo z primeri
da bi pa mogoče tisti ljudje, ki pa bomo brali, da se gremo iz tega ven na tak ali drugačen način. No, vse to je v bistvu, ko govorimo o problemih, spet ne govorim tudi o rešitvah. Vse imamo tudi nekaj govorim tega, jaz ne govorim samo o problemih, govorim predvsem o rešitvah. Nisem pred zastonj omenil, da je v jedru kriznega dogajanja je hrana. Zato, ker je hrana povezana in z ekonomijo, z našim gospodarjenjem, in z energijo, in tudi zdravjem, jasno, in s klimo in tako naprej, v jedru je to. In prehranska varnost je najbolj bistvena in vsi projekti, ki sem jih jaz zdaj lepelil, na lokalnih nivoju, torej od Maribora do Gorenjske, naprej pa do, zdaj štartamo še Djur pri Celju, pa še se oglašajo za divača Kozina Sežana. Gre za lokalno samooskrbo, ne samo s hrano. Vse to, vsa ta osnovna ekonomija, da se obnovi. Mi v Domžalah smo recimo dogovorjen, da ne hodimo v naš ulic, ne hodimo v markete, supermarkete, pa kupujemo pred domačih lokalnih trgovcih. Damo popraviti lokalnemu obrtniku. In v tej lokalni skupnosti vse se izmenjujemo med sabo in čim več znotraj te lokalne skupnosti medsebojnih obračunov delamo, zato denar ostane lokalni skupnosti. Zdaj ste verjetno videli, da so začeli tudi pri nas lokalno valuto uveljavljati. Zdaj so objavili primer Ilirske Bistrice. Ja, tega je ogromno v Švici, v Avstriji, v Nemčiji že. S tem se ljudje zavežejo, da bodo na lokalnem nivoju upravljali ekonomijo. Ko smo v Mariboru to samooskrbo delali, se je ustanovila zadruga in šolski vrtovi in oskrba otrok v školah v vrtcih z malih kmetij okrog. So te tuje analize pokazale, da je pridelava lokalne hrane prinaša lokalni skupnosti 4 do 5-krat več denarja ali pa dohodka kot kjerkoli druga gospodarska dejavnost. Pa mi ne rabimo nobenih svetilnikov napredka, pa Silicijevih dolin, te kreteni bluzijo od politikov. Mi rabimo obnovo lokalne ekonomije in da ta denar tle ostane. Da med sabo si pomagamo in nazaj mrežo naredimo, ko smo jo nekoč imeli. Slovenci ne bi nikoli preživeli stoletnih dolgih preizkušenj, če ne bi bili med sabo povezani. Zdaj smo pa skupino zemljeti, da se kvalitetno vsem že kregamo. Pa tožarimo in smo levi, pa desni, pa črni, pa beli, pa ne kakšni vse. To je samo igra elit, da nas razhajkajo, da potem smo vsi prepopani na te supermarkete in potem čakamo, da bo brezposelnost padla. Vam povem nekaj, nikoli ne bo manj kot 130 brezposelnih, samo še gor bo šlo. Samo še gor. Kajti naslednji udar je avtomatizacija, robotizacija, kompjuterizacija. Kaj? Delavcev zritek spravično ni več, ki je vse uničeno, zdaj bo še udar po 7. razredu, ko že poteka zaradi kompjuterjev, zdaj bo še en kup upravljalskih stvari se je preselilo v Bruselj. Mi smo dobili eno birokracijo, ko sem papirje zlagal, ki ni več produktivna. In zato govorim, da je v lokalni skupnosti so izjemni potenciali in izjemen denar se dobesedno vala, mi smo se pozabili samo organizirati, ker nas tega ni noben več naučil, nam so to vse uničili v zadnjih 40-50 letih in potem jasno s tole potrošništvom, vse bomo itak v marketu se dobimo, za market voziček trajva gor pa dol, ne rabite meni inteligence. Tam zadnji kreten lahko meče tiste v kiblo not, tiste pakinge not in tim problemu je, ima dosti denarja, bo frustriran, ker ne more tega plačati, ker je not zmetel. In če se bomo zavedali, da je zdrava hrana samo tista, ki je živa, ki je lokalno predelana, če bomo se povezali ljudje, ki nimamo zemlje s kmeti v krog, bomo to mrežo naredili, bojo kmetje dobili več denarja, mi pa manj plačali, verjemite mi, lokalna samooskrba je najcenejša in še ves denar ostane tle. Da gre na tuje račune. In potem s tem ne dovolimo, da te naše boge reve tam v supermarketih delajo za 450 evrov, da tistimi pip, so čisto bolane že od tega, ker tam sedijo. In še tiste nadomeščajo z avtomati zdaj, to z roboti. Vidite, tudi v knjižnicah imamo že
avtomatizacijo, robotizacijo. Torej vidimo, da tehnika, ki se nam je nekoč predstavljala kot tista, ki nas bo olajšala dela, da bomo manj delali, manj nas je, kar sploh delamo, pa še tisti, ki nas je manj, delamo, kot smo prej. Ne več 8 ur, ampak 12 in ni več 10 ur brezposelnih, ampak 120 ur. To je perspektiva, druge ni. Torej je treba obrniti trend, da rabimo nobene vlade, ki so itak, oni bodo padli v vakuum, ki so itak na 2 nevrona delujejo, se več ne znajo razmišljati, z bankirji vred vsemi temi volanimi ekonomisti in pravniki, da ne govorim v kakšnih hujših primerih. Torej, moč je vedno v ljudeh in v njihovi medsebojni povezavi. Zato vam polagam na srce, da se tega zavedamo vsi. No, to je bila ena lepa zaključna misel. Imamo dovolj resursov, znanj. Dajmo gledati sam naše prednike. Mogoče preden končamo, sem pozabil, ena moja prijateljica se je opravičila, ni mogla prijeti, ampak je rekla, Igor, pa dej gospoda Toneta vpraš, ker ona tudi zadeve sledi, mogoče o orodjih kose in te zadeve, ker je Tone, ti si malo bolj raziskoval, jaz moram reči, da nisem tega vedel, kar nadaljuj, o tradiciji, lokaciji, pa mogoče o tvojih vilah, pa ne zaradi reklame, zaradi tega, ker je zanimiva zadeva, čim več ljudi bi moglo to uporabljati. Izvoli. Ne, se bom začel drugačne, bom začel z vprašanjem, kaj pa je to napredek, ne? Kaj je napredek, ne? Če gledamo v neolitiku, torej so bili nabiralci pa lovci naši predniki pred 8.000 pa 10.000 leti, pa 15.000 leti, ne? Ista je podobno z naravnimi ljudstvi, ki so še preživela na tem planetu, v zadnjih žepkih. Odrasel moški je poprečno delal 4 do 5 ur na dan in je preživel 4 do 5 ljudi. Zelo lovstvo nabiralško tehniko. Danes delamo 12 ur, pa še sami sebe ne moramo preživeti. Kje je pol ten napredek? Če gledamo zdaj že primerjavi z lovcem tam v paleolitiku, ko je s ulico letel na mamuta, pa s kemitoskero. Ampak so s izjemno manj dela preživeli čisto kvalitetno. In če zdaj gledamo recimo, ko so evropski osvajalci 400 let kolonizirali tretji svet, ko so prišli recimo odkrili novi svet v Ameriki, ne, so tam najdeli, pa na nekih otokih tam najdeli domačine, ki se lepo sončijo pod palmam in se ljubijo in se imajo fajn in plešejo in ogenj kurijo. In so se zgražali, ko pa ta, zdaj bomo pa tle kar ležali. Samo oni so imeli vsega dovolj. Ne, leni so, bomo tovarno postavili, pa jih bomo nagnali delati. Mi smo šli v to smer, da je danes, ko smo že prej govorili o tej eksploataciji vele kapitala, nekemu profitna vera pada in zato je zdaj udar po plačah. In zakaj so plači se znižujejo? Zakaj? Ker je projekt zadnji. Vsem boš manj plačal, ampak imaš pa telekartico, pa kredit vzem, ne? Torej so nas ofornažili za cash gotovino, dali so nam pa kreditno možnost, skriti te pa zdaj držijo, pa si mrzl. In si sužen kreditnega odnosa, pa ne gre za velike cifre, se treba zdaj stanovanje kupiti. Poznam nekaj ljudi, ki ne mora poravnati na kreditni kartici minus prot. In tako naprej. Skratka, vidimo, da smo v tej kvaliteti življenja padli na finto, kaj je to napredek. Zdaj napredek, to, da imaš najnovejši iPad, pa ne vem kakšen ekran, pa ne vem kakšen zadnji model avta, a je napredek, da se imamo krasno, eni čudoviti drugi krasni prijatelj, pa da gremo nekam čudoviti izlet, ker se imamo fajn. Vprašanje je zdaj kaj, kakor za koga, ne? Ampak zdaj past na bolano potrošništvo, ne? Ki itak temelji na kreditu. Znam sem bral neke podatke, koliko so Angleži imajo kredita potrošniškega, ne? Se sploh ne spomnim, da je taka gromozanska številka, ki so zdaj zapravili v tem novoletnem šopingu. To je kredit, ki ga morajo vrniti, to ga morajo s težkim delom. Zakaj? Zato, da jih pol glava boli, ko so se kupili brez veze in ki ne uporabili.
tudi govorimo o tem starem angleškem pregovoru, ki pravi, ki je velja kot pribito danes, nisem tako bogat, da bi kupoval poceni. Mi danes smo zasuti s kramo. Vse je super počeno. Plačaš 2, dobiš 3, pa tole se splača, ki je 50% odslej in na tovorno eno kramo je polno se sicer malo glavili, ampak a je kdo zračunal, koliko časa je trajal en starejši model pravnega stroja ali pa en sesalc, koliko časa pa danes stran vrže najnovejši model elektronik, super, ne vem kakšne, ker sam išče prah. Moj sosed trenutno je 4. sesalc za prah zamenil v 3 mesecih, ker mu vsi crknejo, ker vse skupaj ena krama. In ko je nesel odpraviti napako, so mu dali novega, ker ni rezervnih delov. Mu povedal zgodbo iz našega doma, 18 let star Gorenje je crknil in prišel serviser starega kova, naredil je diagnozo in rekel 140 evrov, vam ga vštimam za 10 let. Ali pa kupite novega za 600, sam ne me klicati potem. Za tega imam pa dele. Tone je all-timer, ne, ampak ne po videzu. A zdaj me je spomnil na eno zadevo, Savico, ne, radio, pa elektronke. Pa nisem zdaj edini. Ja, no, vedno ne, ampak mogoče... Ne, okej, se gremo informacijsko družbo. Ja. Za koso pa vodikom. Ja, sorry, ja. Sam da stavljam rekel. Torej, jaz sem odkril, da je trata hitreje pokošena s koso kot pa s kosilnico. In vam to dokažem, imate tudi zdaj filme, ki so tekmovanja po svetu, ne. In pa sem jaz vadil in je hitreje pokositi kot s kosilnico kositi. Ampak mi bomo potali. V Angliji je taka moda ratala zdaj že 4-5 let nazaj, da tisti angleški neki dan nase, da bo več s kosilnico robotov potrati, ampak bomo koso nabavili, potem imajo začetne tečaje, nadaljevalne tečaje, potem imajo tekmovanja za mojstre. Ne, to je čela reč, pojdite si na YouTube pogledati filme. Pošli v Kanado, razšel v Avstralijo, in zdaj cel Norohost po svetu imajo svetovna prvenstva in Angleži imajo od krajevne skupnosti po vseh, pa pol na krajevno skupnost, pa na mesto, pa tako naprej. In potem so mojstri košne in paste, kje je to kšeft. Vas bi Slovenci pametni to zavohali, pa šli mi delati te stvari, kar znamo, kar imamo tradicijo, kar imamo modele, so zavohali Avstrijci. In ena tovarnica, ki je prej delala 45 do 50 tisoč kos na leto, je hitro ponudila najnovejši Estarek Steyr model, kose, in so zagrabili in paste, danes jih delajo 12 milijonov letno. Ampak štile? Štile delajo pa Švicari, ki so tudi zavohali kšef, delajo pa štile iz jesena, ampak to je Switzerland in tiskaj da ki nas ima zdaj švicarski štelj pa avstrijsko koso. To gre zdaj v desetine milijonske serije. Paste, jaz sem to parom ljudem povedal, sem me gledal kot čudo božje. Sem povedal, ja, to je kšef, zakaj pa ne, ljudje to zdaj radi delajo. Prvič, jaz tudi pravim, ki je bil naš domač prt premehen, se še enega zakupil od kmeta. Pa so rekel, pa ko, zdaj, boš vam sam žule pa krište, pa sem rekel, ne. Prvič imam kondicijo, drugič sem na zraku, tretjič imam zastojn solari in zastojn fitness. Pa še zdravo hrano dobim. Ko pa zdaj? A zdaj pa jaz na Velincu gledal reality show, pa šel pa na fitness, ki vam plačal, pa da v solari da marjal. Sem to vse na vrtu. Stojn. Lahko v gatah, v parkah ali pa nak. Ker je koliko je krog živa meja, tako da me vse kako dan gor. Ne? Skratka, hočem povedati, da kako smo izstopili, ne? Ker so nam usilili nek drug svet, ki ne je bil napreden, pa ne je bil napredek. Čeprav so stare stojiči slušne, ne? Prej, primer, sem najdel neko etnološko študijo, ko smo bili v vrtnarstvu govorili, en etnolog leta 54 popisal, koliko tipov motik imamo v Slovenci. Da boste verjeli, čez 200 tipov različnih. Vsaka dolina je imela svoj tip. In to je tam še krožil krog. In potem jaz tam okrog Domžal, da živim, najdem, da imajo Mengešan iz Mengšu poseben tip, Domžalah poseben tip, v Kamniku drug tip in v
Uni dolin, Moravški dolin, spet četrt tip. Kakšna pestrost, pa zakaj ne znamo mi ponuditi te sjajne tradicije, ki imamo? Zunaj svet. Glede, vsak kovač je imel svoj unikat. Ja. In ta unikat je bil prav dodelan in primeren za tisto prst, za tisto trdoto in za določeno kulturo. No, pri košnji sem se nekaj pozabil povedati, da zdaj, ki je bil te zadnje svetovno prvenstvo v Kanadi, ne, zdaj imajo tudi tai chi košnjo, tako da imajo prav take plesne gibe, ne. Prav zabavno gledati, skratka, to se zdaj razvija tako, da ne, tudi imate tekmovanje otrok, pa žena, pa starcev, pa starostne skupine. Nisem verjel, da kakšen cirkus je zelo navadno koso, ki prav stran vržemo, ne, kdo pa to. Lahko sam komentar. Jaz vem, da ni etnološko raziskano, ampak naše korenine, mi smo bili najboljši kosci zaradi konfiguracije terena. Zakaj ne bi primer dobre prakse, ki se zdaj smejemo, ulil v našo dolino še italijansko? In seveda, težko bi bilo, vse propade, in fitnessi, in supermarketi in tako naprej. Tle je podgovor. Ampak zakaj ne bi se res družili? Bi šli v skupnosti in samozadostno, samo preskrba. To je tisto, da veš, da svoje ješ. Ali imamo vsi v sebi. Jaz vem, da ni enega človeka, da bi rekel, ta je trapast. Ampak mozak imamo mečken otopel zaradi informacij. Se opravičujem, no? Ne, se ne gre za to, kaj se nam prikazuje kot napredek, ne? Tako. A mi to verjamemo, ali pa druga stvar, ne? Če verjamemo, potem bomo tudi tako delali, da bomo postali debilni potrošniki, ne? Kot sem prej rekel, vsak zna voziček vedeti, dokaj ni frustriran za ti debeline tošla, ko pa ljudje ugotovijo, da je najcenejše in najbolj kvalitetno to polnomočenje lokalne skupnosti za karkoli, potem upelažje, ne? Pa gre. Pa ste recimo v Angliji, sam primer še povem, ko so Angleži, jaz sem prej rekel, da mi 2/3 hrane uvažamo. Angleži so pa 74% samooskrbo imeli, ko so štartali projekt, s katerim še želijo približati 100% samooskrbi. Zaradi nacionalne varnosti države, ker vedo, da bo se sesul globalni sistem prehrane, tako kot se je finančno sesul leta 2008, sam še datum ni znan. Zdaj si pa predstavljate Bogo Slovenijo, kad 2/3 hrane uvaža, kakšna panika bo to. Če bodo marketi praznik, bodo izropani, pa pol. Na njivah vse let rabite, tako izraste. In potem bodo korporacije začeli izsilevati. Morate vedeti, ko trgovske verige pridejo v neko deželo, 7 do 10 let grejo z dumping cenam, z nizkim cenam, da uničijo domačo produkcijo, da uničijo malega kmeta, in sem prej omenil, da je 13 malih kmetij propadlo, in ko je to uničeno, grejo pa cene gor. Kaj pa potem ljudstvo naredi? Mora kupiti, ker ni alternative druge, ker je vse drugo fentano. Če ste pozorni, še na neki, zdaj že napad na velikega kmeta se začel. In kup govedorejcev, ki so specialisti na mlečno proizvodno, pa je danes strahotne težave za kreditov, kajti Evropa preplavlja ceneno mleko. In zdaj je nekdo, ki si je gradil hlev za 150, pa 100 krav, ima kredite, ima za to avtomatko, bo to, ker je rabu, in zdaj, če mu cena to pade, bo pa šlo do hudih problemov. V Belgiji, če gledate, se tega ni v medijih, kar vam jaz govorim. V Belgiji je že polovica kmetov hlapcev na lastnem nekdanjem posestvu, ko so jim banke zaruble posest in so jim dovolile, da lahko še delajo gor. Za določeno najemnino. Lastnik je pa te banka. In v Belgiji že v glavnem gre za velike govedorejce, velike mlečne proizvajalce, ki so še premehni tudi s 300 kravam danes. Je premalo za biti rentabilen pri teh pogojih globalne zadeve, kajti vse te stvari so subvencionirane strani držav. Tako da škoda, no, mislim, da je škoda Slovenije, če ne bi, če še preveč zabluzimo v to smer, ker potem bo težji povratek na preživetje.
So pa primeri, kjer se je izjemno pokazalo, kako so ljudje se sposobni organizirati. Recimo, ko sem delal na Gornja Gorenjska, to je Jesenice, Kranjska Gora, Bled, Bohen, Žarovenca, Mojstrana in Gornje Gorje, ko so sedne župane hoteli imeti lokalno oskrbo z lokalno hrano za šole pa za vrtce, za otroke, in so kmetje ustanovili zadrugo in zdaj to šiba. In zdaj so Jeseničani še hočejo imeti veliko tržnico in zdaj tudi to imajo, ko so jo naredili. Torej vidimo, da ena dolina, ki je zelo neprimerna za pridelavo, zelo težki pogoji so tam, ne jaz tam Karavanke, na drugi strani Alpe, Zgornjesavska dolina, od Kranjske Gore do Jesenic, grušč v glavnem, zelo tanka plast humusa, lejte, in so se ljudje odločili, da grejo v to in so šli, in jim ratuje. Pa imajo veliko težje pogoje, kot recimo tele. Ampak oni so šli v imenu otrok. So rekli, naši otroci ne bodo svinarije zidane jedi. In se bolj zastrupili s tem. Jaz bi se, Tone, glede na to, da časovno smo že presegali vse limite, jaz vem, da bi lahko še govorila in govorila, ker vedno do polnoči bi te poslušali z odprtimi ušesi in očmi, vendar vsakega zadeve je treba enkrat končati. Jaz bi se v imenu društva Bober in poslušalcev ter knjižnice Mirana Jarca iskreno Tone zahvalil za, bi rekel, en tak lepo predstavitev. Končanem zadevi bi tukaj lahko se oglasili pred Tone, tako da boste se z njim še kje lahko tudi pomenili. Če ima Bojana mogoče še kakšno besedo, zaključno misel, tako da drugače bi se pa jaz vam zahvalil in upam, da je zaslužil Tone en repek hvala.